90 minut predvidenega bojevanja na stadionu José Alvalade je bilo razdeljenih v 3 polčase. Dvoboj je zaznamoval namreč izpad elektrike oziroma tehnični zaplet z žarometi, kar je med čakanjem na ponovno osvetlitev stadiona povzročilo kar 50-minutni premor pred začetkom drugega polčasa. Vmes je znova blestel med vratnicama Jasmin Handanović, osmoljenec torkovega večera v Lizboni pa je postal Petar Stojanović, ki je po udarcu Nanija moral v bolnišnico z zlomljenim nosom. Končni izplen ni bil takšen, kot smo si ga vsi potihoma želeli, od igralcev vodstva do 680 navijačev, ki so zaokrožili množična vijolična gostovanja v skupinskem delu. A vendar, tekma, ki se je končala z zmago Sportinga 3-1, je tekma, po kateri ne sme biti grenkega priokusa. Ne, niti malo grenkega priokusa, ampak po tekmi, če si v zadnjem kolu še vedno v igri za Ligo Evropa, je to fantastično. Za ta poraz je samo en krivec, to je veličina igralcev in veličina kluba Sportinga. In kadar Sporting tako igra, tako koncentriran vodi Maribor v 10 tekmah nima niti ene šanse. Sporting je bil danes odličen. Sporting je bil odličen, pokazal tisto kvaliteto svojo, ki jo imajo, pokazal individualno hitrost, individualno ambicioznost, individualno kvaliteto, katero premorejo. Tako so bili razigrani, da enostavno danes jim je bilo izredno težko parirati. Kako so dvoboj doživeli neposredni udeleženci na igrišču? Po zaostanku 1-2 iz prvega polčasa, ko sta Carlos Mané in Nani zatresla mariborsko mrežo, oster predložek Mejača pa je v mrežo usmeril branilec Jefferson za napovednik morebitnega podviga, je delovalo, da bi v nadaljevanju tekme lahko povsem zapletli dogajanja, toda gol Slimanija za 3-1 je pomenil potezo predčasnega razpleta. Jaz mislim, da oboje, mislim, da nas je bolj prisekal ta tretji gol, ker smo štartali v drugi polčas, mislim, da kar dobro, držali žogo, dobro kombinirali in na koncu prejeli ta tretji gol, in po katerem so se oni čisto sprostili in bili močnejši od nas. Do izraza je prišla tudi individualna kakovost tekmecev. Nani je potrdil, zakaj je bil 7 let član Manchester Uniteda. Mislim, da smo se dobro pripravili na njega, ampak se vidi, da ima neverjetno klaso in pač danes je to pokazal. Kljub porazu proti Sportingu bo tekma proti Schalkeju čez 14 dni v Ljudskem vrtu imela tekmovalni naboj. Obračun proti tretji ekipi z nemškega prvenstva v lanski sezoni bo odločal o tretjem mestu v skupini G in o vstopnici za 16. finala Lige Evropa, za drugo zaporedno evropsko pomlad. Za razočaranje ni prostora, na evropsko prizorišče gledamo naprej, z željo po čim boljšem zaključku izjemnega popotovanja po Ligi prvakov. To je naš cilj, da pridemo, zaključimo to Ligo prvakov z eno veliko tekmo. Mi želimo končati Ligo prvakov z zmago, če pa ne bo zmaga, pa vseeno bomo šli dvigniti glav. Smo presenetili marsikoga, osvojili 3 točke, da smo v zadnjem krogu v igri za napredovanje. Če bi nam to pred skupino kdo ponudil, bi vsi sprejeli z odprtimi rokami. Dvoboj proti Schalkeju bo 10. decembra ob 20:45. Dovolj bo energije na igrišču in na tribunah, da izpišemo novo spektakularno poglavje. Toda ni še čas za prehitevanje dogodkov, po vrnitvi iz Lizbone je Liga prvakov umaknjena v ozadje. Do tedaj je vijolični tabor osredotočen le na domače prizorišče, v Ljudskem vrtu smo znova v soboto. Ob 14. so naslednji prvenstveni gostje nogometaši velenjskega Rudarja. Po prepričljivih 4:0 proti Kopru v nadaljevanju projekta vsaka za prvaka.